Lep pozdrav in dobrodošli, marčni sejmi, obožujem marc, obožujem prebujenje pomladi in samo v teh pomladanskih dneh na Celjskem sejmu imam za vas tole degustacijo, tole čudovito dušno potovanje, kamor vas bom popeljala čez nekaj minut. Danes bomo delali regresijo, hipnotično regresijo z angeli, varuhi, to imamo vsi ljudje. A je kdo med vami, ki misli, da nima nekega energijskega bitja, recimo spiritualnega vodnika ali pa angela varuha? A je kdo, ki misli, da ga nima? Vsi ga imamo. Ok, super ste, tam tla porabim. Zato delam s spiritualnimi vodniki in angeli varuhi, ker je to ljudem prijentno, ker to, ne vem, mogoče ste bili katoliško vzgojeni, pa ste molili sveti angel, varuh moj, dejansko si misliš, pa se neki angelček pa mora imeti na tem, kakrat se te je kaj zgodilo, pa te nek glas ali nek občutek, rekel, naredi drugače, bižim kaj po druge poti, in če si ga poslušal, sem prišel dobro, da sem to naredil. Ali pa včasih sem rekel, ok, nisem mogel poslušati, pa prv nekaj me je reklo, pa kaj sem mogel prvo eno mesto ponavljati. In tako naprej. Se pravi, delam na ta način, da se približam ljudem, čeprav je zadeva, bi se reklo, indijsko-tibetanska, sem dala jaz tlele noter spiritualne vodnike oziroma angele varuhe. Ko govorim o hipnozi in regresiji, vam moram prej pojasniti ta dva pojma. Se pravi, da prvo vprašanje je, kaj je hipnoza? Ne vem, a ste bili kdaj v šoli, tiste, ki ste moja generacija, pa se je bilo kar moderno, da je prišel na šolo nek hipnotizer, pa so pa vsi se nekaj potili, tisti, ki so šli na oder, pa so plesali, en je mislil, da je na morju, ne vem, jaz sem to doživela, ne vem, a imate kakšno izkušnjo tako zabavno? Ne, niste nikoli jedli čebule, ker vam tako rekel, to je jabka, tako je sladka, pa je res. Ampak kako ste pokažete vse v čebulu? Niste probali teh štosov? To je zabavni del hipnoze, to je zelo se zabavno. Jaz se ne gledam se zabavno, jaz sem ljudi ful resno, jaz sem spomnila, da sem človek vprašal gospod, kako sem jaz resna. Sploh razgledam tako, kako to bi zabavno, kakor zdajle. Se pravi, jaz sem ful resen človek in vsakem problemu, jaz ne bi bolj šla za zabavo nekoga hipnotizirati, da bi bo plesal v čebulo in bi govoril, ko je sladka jabka, ko smo jo dala. Ni to tisto področje, ki bi v meni všeč. Meni je všeč zdravilna hipnotična regresija. To je tisto, kar jaz rada ponujam, kar jaz rada dajem. Zdravilna hipnotična regresija dela na tem, da zdravi, z namenom hipnoze, tisti del naše osebnosti, regresija, ker je to preteklost, ki je bil ranjen nekoč v preteklosti. A je kdo med vami, ki nima nobenih čustvenih ran? Ki ga nikoli noben pozadev, mu je dvigne roko. A je ali ni? Rečete, ja, ne. Ok. Se pravi, vsi so nas, vsi smo bili kdaj užaljeni, ranjeni, čustveno v tem življenju. Klasično, če bi šli k klasičnemu psihologu, bi vas ta vprašal, kakšno je pa bilo vaše otroštvo. In kakor so ti klasični psihologi dajali ful visok poudarek na tvojem otroštvu, si začel razmišljati. In si dal temu svojemu otroštvu ekstremno velik pomen, in bolj hodijo k meni ljudje. In reče, ja, veste, so že navajeni, ki je navaditi lebati. Ja, veste, moje otroštvo je bilo ful tako, veste, oče alkoholik, mama je cel dan delala, jaz imam zdaj probleme, te drugi tretje.
Pa pride tretji, ja, veste, moje otroštvo je bilo tako, smo mogli krave pasti, nisem imel cajta ne za prijatelje, ne nič. Zdaj sem še zmerom samski, kar naenkrat sem rada čez noč stal 40 let, zdaj ker imam tako nobene žene, da prišla k meni na kmetijo. In tako naprej. Se pravi, ljudje so prišli k meni, so že imeli v izhodiščno točko. V glavnem so bili ljudje, ki so začeli, ja, veste, starši so od mene zahtevali, da prevzamem kmetijo, zato sem zdaj sam, nisem imel cajt hoditi okrog, iskat ženske. Samo starši so hoteli tako, moji starši so bili taki, moja otroštvo je bilo tako. In jaz nekega dne mi naredi tako en klik v glavi. Pa kaj so zdaj, in če bojo moji 3 otroci meni, ja, mama, moje otroštvo, Bog kot kaj bojo komu razlagati. Čekaj, a sem vse naredila za nekaj, nisem, bojo najdli kakšne moje detajle, sigurno se te kaj zgodilo, da te kjer padlo ali pa skerga pozabil za 15 minut, kakaj to govedi, pa te larko slikam na mikrofon činecov, meni se to zgodilo. No, glavno, začneš razmišljati, zakaj so se meni rodili ti otroci, zakaj sem se jaz rodil tem staršem? Ne, pa če so moji starši krivi za moje nesrečno otroštvo in mladost, naprimer, sedem na tako hudo. No, zdaj, ko imam vse prečiščeno, ni bilo tako hudo, če me prešel, to prebaj mi rekel, ful je bil grozno. A se zastopi, tako vidiš, da drug filter se te naredi pred očmi. Ne? In gremo nazaj, ne? Se pravi, zdaj pa je vprašanje, če si imel te starše, ki so ti tebi v neki preteklosti neke žalbe naredili hudega, te niso cenili, spoštovali, te niso toliko podpirali, kot ti radi, niso bili taki, da bi bilo tvoje otroštvo idealno. Zakaj si pa ti njih zbral za starše? Pogledajte, a sem jih jaz? Ja, kako? Ja, itak, a ne? Se pravi, duše se zberemo med sabo. In zdaj vprašanje, a ne, zbereš se, kakor delavec, delodajalec, ne zim, kdo tebe zbral, ti si bila zbrana na tem razpisu. Ja, moj šef je smotan. Ja, ampak ti si rekla, ja, boš te vljubne šerbi. A se zastopimo? Ko govorimo o tem, kdo je zbral koga? Starši, otroke, otroci, starši, oboji, tako kot delavec, delodajalec. Ne, da ponudbo rabim, drugi reče, ok, jaz rabim njih, on je rabil meni, rabimo izkušnja. Ko gremo še dlje, ugotovimo, da imamo med sabo karmo, to je delovanje, neko akcijo. In zdaj, če je starš do otroka nepošten, krivičen, da povzroča čustvene bolečine, je to lahko zdaj zaradi karme ali pa zaradi iz preteklosti ali pa zaradi tega, ker si ta moment, tisti moment ustvarja starš slabo karmo. Sprav, z drugimi besedami, bodite prijazni do naših otrok, ker bojo v naslednjem življenju verjetno oni, vaši starši. Zelo verjetno, 99% so otroci, starši, starši otroci. Aj prav, vse, kar lahko narediš, lepo jih ujič kaj, aj prav, ne nek preveč kregati. Tako se ta veriga ponavlja. Odpuščanje. Ko človek odpusti z razumom, misli, da je okej, nič ni. Rečeš, ja, odpustim, te sem pozabil, ne, to ni nič. Odpuščanje pomeni samo pustim mimo, čeprav jaz takega dejanja ne dopuščam, ne odobravam, samo ne da se mi več s to preteklostjo ukvarjati, kot da bi imel zaposlenega, me se ne da več s tem delavcem ukvarjati, nekaj ga odpustim, boljš mi bo, da ga vidim, evo, ti knjižca 5 živijo srečno pot, da bi še dozemno plačal, ni problema, in lepo zdrav. To je odpustiti, dati delovno knjižco in šefe se pole nič več s tabo ne ukvarjati, da enkrat knjižco, a zastopaš, ne razmišljaš, ne podoživljaš, to je odpustiti. Kako šef odpusti delavca. Seveda delodajalec laže odpusti delavca,
tukaj ti odpustiš enemu, a se zastope. Ne? Zelo lahko je dati temu knjižcu, pa iščeš oseb. Zato regresija, da gremo tudi v pretekla življenja, da ugotovimo, kje se je nek vzrok začel, ki ima posledico še zdaj v tem življenju. Se pravi, kaotična regresija, ker bomo mi zdaj na kratko potovali, nam bo pomagala odkriti nek vzrok in naši dušni preteklosti z namenom, če vpliva ta na sedanjost, z namenom, da ga saniramo, popravimo, da bomo zdaj v sedanjosti popravljeni. A zastopno? Zato regresija. Ko govorim o hipnozi, kaj je hipnoza? Vsi, ki hipnotizirajo, samo televizijo opršiš, se že hipnotizirajo. Ljudje mislijo, da jih televizija pred spanjem sprošča, ampak jih ne. Jih vznemirja. Televizija ne sprošča. Vznemirite. Pa si pa toliko vznemirjen, da že moraš se spati. Naslednja stvar, ki vam jo bom razložila, se pravi pojmi hipnoza, regresija, progresija. Kaj je progresija? Povitu prihodnost. Zakaj bi mogel videti v prihodnosti? Zakaj je smiselno videti v prihodnost? Zato, če bojete reward, zato, da ne boste vsi niste v šoli, se ne bo cvekal potvetki. Zato, če te je zelo strah živeti zdaj, če koga zelo strah živeti, mu naredim progresijo, zato da vidimo, da bo vse ok in da on to sliko vidi, da peljemo progresijo. To naredim šele samo ljudem, ki jih dobro poznam, zato ker kdo bi se lahko prestrašil. Niso vsi ljudje pripravljeni videti, kako pa je, ko si duhec. Se pravi, vsi smo samo začasno na tej zemlji, ne? Samo začasno smo tle. Jaz, vi, ona, on, vsi vi. Naša duša je pa večna, pa ne glede na to, živi v telesu, ki je v zemlji, ali kje drugje. In to večnost duše se celo eni ustrašijo, kar je tako enostavno resnično. In vam povem, ko spoznaš to pojem, se rečeš, tle na zemlji je tako kot v šoli, non-stop se moraš nekaj učiti. Če narodno stopiš, se slomiš gležen, zato da si drugič bolj previden, ali pa se udariš. Non-stop se moraš nekaj učiti. Če samo eno besedo rečeš nekomu, ko mu ni všeč, ko mu ne paše, ga lahko užališ in pol se drži užaljeno in tako naprej, in ti ni nužno. Tukaj smo, da se učimo in to učenje je za ene bolj naporno, za druge manj. V regresijo gremo pa zato, da vidimo, kaj smo se iz preteklosti naučili, kaj smo dobrega spoznali, kam lahko še osvestimo. V progresijo, v prihodnost pa grem z ljudmi, ki bi radi videli svojo prihodnost. So ljudje, ki jih je strah živeti. Imaš ljudi 20-30 let, meni je tako strah, a ne, imamo otroke ali ne. Pa poglej, kakva je situacija, a pa bom preživela ali ne, a pa bom imela plačo za jesti ali ne. In kako ni rečem, ja, se bo vse v redu, daj kar manj te otroke, 2, 3, 5. Kako ni jaz porečem, a res, to ni prav, da rečeš, se ne vem. In če jaz v svoji glavi vidim jo, da bo v redu, lahko rečem, da imam dobre občutke zate, ampak lej, ne morem ti moje občutke predstaviti, ker jaz hočem, da ti doživiš te občutke, da bo vse ok, a si zato, da gremo v progresijo. Da vidiš svoje življenje čez 5-10 let. To je, progresija je
kako bi se reklo, tudi najbolj verjeten možen bodoči izid. Progresija ni garancija, ampak je, ker si tudi sprot planiraš. Lej, ti imaš vrt, tam je magnolija posajena, so 3 vrtnice in naprimer, da imaš jabolko, hruško, slivo in pač tisto solato in malo krondevčka se posadiš. Zdaj, ene rastline ti skozi rasejo, so tisti drevi, vsako leto znova obledijo, eno leto je tako, drugo drugačno. Ene stvari moraš pa sproti, solato moraš pa vse pol leto znova. In tako je z našo prihodnostjo, s našim vrtom. Je verjetnost in bodoči izid, tako kot je verjetnost, da te bo hruška obrodila, če te lani pa predlani, a zastopno. Okay. In da imaš v redu zemljo za take in take rastline. Sprav, verjeten bodoči izid je progresija. Nas je ta stvar mi kreator tako lepo naredil, fajn, hvaležen je, ker nam ni rekel, to bo 100%, ko se te bo tako zgodilo, pikaj namen, ker če bi tako bilo možno, potem mi ne bi imeli več svobodne volje, mi bi bili kot vlak na tračnicah, kam greš, Ljubljana, Maribor. Ne, jaz bi šla rada na Dolenjsko, v Toplice, se kaj moram imeti Ljubljana, Maribor? Ja ne, ti si že gor na tem vlaku, ne moreš iti, ne more biti, žalost. Se pravi, bi bilo naše življenje tako lepo železniška cesta, ne linearno določena. In ker to ni, je v redu, a se zastope. Ti lahko na eni postaji doli stopiš, rečeš stop moji bolezni, stop mojim grdim razvadam, stop temu, da nimam končane fakultete, pišem se na izredni študij, stop partnerju, ki me ne spoštuje, lahko to rečeš, a zastopno. Zato, ker je tudi progresija bodoči možni izid. Če so ljudje, ki se zelo bojijo iti v podjetništvo, grem lahko z njim v progresijo. Povej mi ime podjetja, ki si se ga zmislil, recimo Pikapolonca d.o.o. Ok, deva pogleda, to je Pikapolonca d.o.o., kaj boš želel šivala. Ok, super. Kako, a bo uspela, a boš preživela s tem podjetjem, recimo preživeti sebe in družino. In gremo noter v progresijo. In bolj ona več, recimo tam je videla ena, rekel, da je take barve, videla turkizne obleke in za računalnikom tipka. Očitno je prodajala preko spletne trgovine na različne konce. In pakira, in preklada, in da bo vesela in se smo pisali, ok, si znojila, da se ok, pole dobro. Pa lahko preštole podjetje, tekstilno. Tako da opogumiš ljudi, brez da mu lagal, vse bo v redu. Dej, poglejma, kako bo. To je progresija, bodoči možni izid, ponavljam, verjeten izid, možen izid, ne pa garancija, ker, kot sem rekel, mi smo vlak na tračnicah, ki pelje se z kraja v kraj. Danes bomo naredili blago. Se pravi, kar naredim skupinsko, je mnogo bolj blago kot osebno. Osebno delam 1 na 1, sem na 3 lokacijah, lahko za vas, to je Nova Gorica, Ljubljana ali Celje. 1 na 1 pomeni, da sem same v sobi, tam ležiš, tle boste sedeli. Skupinska sem rekla, da je bolj blago. Je priporočljiva za ljudi, ki še malo dvomijo, ki bi radi neko degustacijo, eno juhco preden mi naročili, tisto glavno jed. A ne, glih niso še prav prepričani. Čeprav skupinska se prilagaja skupini. Jaz moram gledati najšibkejšega člena. Če eden ne zmore, moram njega umakniti, da bi vas pelala v hribe. Gremo na izlet,
Ker bolj tiskaj najbolj počasen, da počakamo vsi, ne bo ena prehitevala gordno. Jaz to vse gledam, zato vse imena imam, ne? Zato ste varni. Imam tudi dva asistenta, ki sta prišla za branje, za vas. Če bi karkoli bilo, vam dajo vodo, vas peljejo na lice. Ampak ne bo treba. Naslednja stvar, ki je vizualizacija. Kaj rabimo v skupinski regresiji? Tam delamo z desno možgansko polovico. Desna možganska polovica je tisti del nas, so shranjene slike in spomini. V desni polovici so slike in spomini. A ste se kdaj vprašali, zakaj so te meni bili? Jaz pravim, da meni pomislim, pa na bom, gorjal, da ne. Preveč hudo je. Andem je bilo preveč hudo. Jaz so se amputirali del spomina. Kaj zastopno? To pomeni, v svoji glavi imaš nek velik fotoalbum. In 3/4 od teh slik ti zbuja boleče občutke, boleče spomine. Porečeš, da sem tega fotoalbuma. In bolj vse skupaj vržeš vode, ne zaporiš. In zdaj nemaš več slik, prav nobenih. Ne? Če imaš, se pravi, kako bi rekli, jaz ga zdravim ljudi in pustim spomine kot lekcije naučene, ki jim služijo še za naprej, zaceljene in ozdravljene pa so traumatične izkušnje, traumatičen pogled, ostane pa lekcija in spomin kot dokončen doživeti. Se pravi, parva si s koljesom, podrsasla si se, ne vem kaj, koljeno, ne, krit je tekla in kaj zdaj? Se pravi, se bojiš iti s kolesom, ker imaš slab spomin. Zdaj gremo pa pogledati, ok, zakaj si padla s kolesom? Ker si šla prehitro, ker je bilo glatno, potožil, ker si imela bicikl brez bremzov. In zdaj bomo zrihtali bicikl, da bom imel zavore, bremze, ne boš več po blatu silna, nevarnosti. Ostane lekcija kot izkušnja, zato da več ne ponoviš te napake. Ko se učimo. Nočem pa, da imaš travmo na bicikl s kolesom. Nočem, ker pa se odpoveš se bolj s kolesom. Ljudje so se pripravljeni odpovedati materinski vlogi, partnerski ljubezni. Ljudje so se pripravljeni odpovedati karieri, lepi službi, dobro plačanemu delu, ker imajo mogoče iz neke davne dušne preteklosti slab boleč spomin, so napredovali, so bili glavni in pol so se vsi spravili na njih in se zgodilo neka situacija, ki mu ni bilo všeč. In človek ima na to pač neko travmo bolečino in zdaj v tem življenju noče več visokega položaja, noče napredovati. Kakva škoda! Ali pa noče otrok, tisti, ki ste starši, veste, tudi če je kakšen dan naporen. Še noben starš mi ni rekel, da obžaluje starševsko vlogo. Res nikoli v življenju. Vsi so rekli, hvala Bogu, da imam pokvarček in ne. Tako da saniramo boleče izkušnje iz preteklosti, ki vplivajo še zdaj na to življenje. Hipnoza, regresija in progresija niso za radovedne ljudi. Če je kdo samo radoveden, ni dovolj velik razlog, da pride k meni. Nisem navdušena, da mi ljudje hodijo od enega do drugega do tretjega majstra in pol mislijo, da bom jaz čudeže delala z njim, ker večkrat moram popravljati, kam so drugi pred mano naredili, ker da naredijo več škode kot koristi, preden sploh
lahko delam s kom. Najboljše, najraje vidim, da človek še nima neke take pretekle izkušnje. Ker imam z njim precej več dela, če ima. Ker pravim, že ima neko sublimirano sporočilo v sebi. Nekdo mu je na primer rekel, ja, zdaj vidim, da je vse v redu, da smo odklenili tvoje srce ali pa ne vem kaj. In jaz to razumem nič in tudi on ne razume nič, ampak on verjame, da je vse v redu. Tukaj bodite pozorni. Ko sem skeptična, tudi do, bi se reklo, tega, da nekdo ponavlja afirmacije. Vedno, kadar ponavljaš afirmacije, če ne delujejo resnično s tabo, imajo kvata učinek. Se pravi, sem najlepša v deželi tej, ma kje, sem na pravi poti do uspeha in pol greš v gostilno, ali pa nekaj greš, da če da spij, pa zdaj da še enega, jaz pa zdaj sem na pravi poti do uspeha, sem na pravi poti do uspeha. Klapa, kdo me pele, da enega se zaval, Marina, dobiš taksi, ok, pa koliko je taksi, 100 evrov, šok 100 evrov bo, ali boljše, da sem dobro spet. In še zdaj ponavljam svoj, sem na pravi poti do uspeha. Ne, lažeš si. Kaj si lažeš, dobiš toliko laži nazaj, ti vsadiš eno, pravite, vsadite en, kao vzamem, fižol, kao te, kaj češ, se isto. Vsadi en fižol, te zrase rastlina in gor je dosti teh fižolov, ne? Vsadiš eno laž, te zrase šikrat koliko več lažin. Semer paradižnika, se pa mečkano paradižnika, da niš pomeni stvari. V krompir, ega, pa imaš krompirju. Tako je laž. Se pravi, ne lažemo, afirmacije in pozitivno mišljenje hočejo imeti resnico. Ok, ker se sam sebe kontra hipnotiziraš. Kako se hipnotiziramo ljudje? Najlažje je takrat preden zaspimo. Tisti, ki imate srečo, da zvečer zaspite ob nekom, ki vas vara, pa ne to knjiga, ne televizija, meni, ali pa lepe misli, ko mi čakam, da bo jutri nov dan, da lahko skočam neko delo, ki ga delam s rastjo. Zvečer preden zaspimo, gremo v temi stanju. V tem stanju so naši možgani najbolj dovzetni. Zato boste od danes naprej, vsak večer, preden boste se spali, imeli lepe misli. Ma ne se lagati, ne ponavljati afirmacije, lahko boste angel varuh, ne vas čuva, da vam bo vse dobro. Ne pa se lagati, da bo vse ok, to ne more biti resnica. Prav, vedno bodi iskren in resničen. Cena za neresnico je velika. Pomemben je trenutek, kada se spiš. Takrat se v tem stanju, toliko ne fetam pa strec. Takrat si dovzeten za sublimirano sporočilo. Danes bomo naredili vajo, svetlobno piramido in zdaj vas vprašam, ali si vsi lahko predstavljate, da sedite znotraj svetlobne piramide, če zaprete oči in lahko vizualizirate, a si lahko, če se zaprete oči in vidite z notranjim očesom, da si lahko predstavljate, da sedite, da ste obdani s belo svetlobno piramido, ta vas obdaja stranica spredi, zadi, levo, desno in je tudi pod vami. Torej ste zaprti, ako se premikate, kakorkoli želite, ker je ta svetlobna piramida to bo vaša zaščita. Poskrbela bom, da boste varni in zaščiteni tako na mentalnem, kot tudi na fizičnem telesu. To pomeni, da vam na mentalnem nivoju nihče in nikoli ne more nekaj vsiliti, kar ne bi vi hoteli, kar ne bilo dobro za vas. Fizični nivo zaščite pomeni, da se vas ne bo nihče tekal, nihče posegel v vašo zasebnost.
nisem imela človeka, da bi se bom tožila in jaz sem takrat raščala sama sem. Spala ste v koruzi? V koruzi, Kje, na kašču? v pšenici, na njivi. Na njivi. Tako. In Zunaj, pod zvezdami. seveda, ker se mi je pa vedno kaj zgodilo, da sem kaj narobe naredila doma in sem imela dom tepena. In takrat sem se skrila. In sem se skrila in drugi dan, ko sem prišla, mama ni nič bila huda. Smo lepo potovala nazaj. Joj, kako čudovita zgodba, hvala, ker ste nam delila z nami. Dajte za ploska za pogum. Hvala, ker ste to pogumna. Ob tej priložnosti vas povabim, da se na moji spletni strani www.omgarden.si prijavite za prejemanje brezplačnih e-novic. Veliko med vami že prejemate novice, tisti, ki jih še ne, se prijavite, ker imam v delu knjigo, čisto novo knjigo, Sporočilo Zorjana. Prvim mojim kupcem te knjige bom podarila kupon v vrednosti cene knjige, ki ga boste lahko unovčili ob moji najbolj iskani in dobro prodajeni storitvi branje dušnega zapisa. Tam padam jaz notor v trans za vas. Ukolikor bi potem v branju dušnega zapisa videli, da imate neke želje, da bi rešili neko preteklost, da bi bilo treba sanirati še kaj iz vašega sedanjega ali pa življenja ali pa prejšnjih življenj, se pa priporoča osebni kontakt za hipnotično regresijo. Ko naredimo hipnotično regresijo, če je kdo res zainteresiran, gremo tudi v progresijo, če presodim, da je to dobro za klienta. Ne vzamem vsakega pod vsakimi pogoji in na vsako željo, ker rabim presoditi, če je to za njega dobro, če je priporočljivo. Tako da 1 uro branja dušnega zapisa, potem vidimo, a ja ali ne.